Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8. Ja, dobro jutro, cenjene jezikalke in jezikalci. Za tiste, ki ste še pod vtisom včerajšnjega dne, lahko rečemo tudi cenjene volivke in volivci. Dobro jutro, Ajda. Dobro jutro. Ja, volivki in volivcev ne omenjava zato, ker bi bila današnja tema jezikanja kakorkoli politično obarvana, ampak zato, da razrešimo eno tako večno jezikovno dilemo. Volivec ali volilec? Ja, doktorica Helena Dobrovoljc je v svoji jezikovni svetovalnici zapisala, da člena 946 in 948 v pravopisnih pravilih določata, da ima priponsko obrazilo lec, prosto varianto vec, če je na koncu korena. Pomeni? To pomeni, ja, oziroma takole zapisuje, da prosta varianta verjetno pomeni, da lahko poljubno izbiramo med eno ali drugo različico, torej volivec ali volilec. Prosta varianta. Ampak ja, je pa v pravopisu na prvem mestu kot nadrejena pisna različica naveden volivec, torej v. Ja, in tudi v besedilnem korpusu Gigafida, če preverimo rabo, jaz sem jo ravno včeraj, ugotovimo, da je zapis z v veliko pogostejši. Pojavi se približno 60 000 krat, z l pa le 20 000 krat. Ja, zdaj veste, da boste lahko pozabili, če boste slučajno v kakem kratkem času napisali SMS. Ja, zakaj omenjam SMS? Jezik sporočil, ki si jih izmenjujemo prek telefonov oziroma različnih aplikacij tudi, ne? To je tema današnjega jezikanja, razlog za to pa? Ja, na en zanimiv članek spletnega portala revije Marketing Magazin sva naletela o tem, da naj bi generacija Z pri pisanju sporočil opuščala rabo ločil in ta celo razumela kot sredstvo za izražanje pasivne agresije. Bog pomagaj. Zdelo se nama je pa zanimivo, ne? In sva se odločila, da o tem najprej povprašava prav predstavnike omenjene generacije. Ajda, ti si jih polovila v petek po koncu pouka. Ja, zelo dobro so bili razpoloženi. Sem jim pa najprej pokazala različne SMS-e in v njih je pisalo OK. Vsakemu OK pa je sledilo nekaj drugega. Recimo v prvem sporočilu so bile to 3 pike. Ja, ta je bolj tak OK, ampak ni OK. 3 pikice pomenijo OK, ampak ni OK. Ja. Malo razočaran. Slabe folije, jaz bi rekel. Ja. Ko vam punca pošlje OK in 3 pikice, kaj to pomeni? Jaz bi rekel, da je tako malo jezna, da deluje malo jezna. Da hoče še nekaj povedati. Po moje ta oseba je jezna, nekaj je narobe tista oseba napisala. Hoče še nekaj, da pove zraven tega. A ta OK res pomeni OK? Ja, najbrž ni, sploh s te 3 pikice definitivno ne. No. Ja, OK, ki mu sledijo 3 pikice, torej pomeni, da nekaj ni OK. Kaj pa OK s klicajem? Ta je OK, v redu, super. Mogoče se vidimo. Pokaže, da ima neko voljo do tega, da se mu zdi pač v redu ideja. Torej, to je ta OK, ki res pomeni OK. Ja. Jaz mislim, da se zajebaval nekaj tazga, če to naredi. Iskreno. Torej, vi ne pošljete nikoli OK klicaj? Nikoli. Razen, če je kakšna ekstremna situacija. Drugač, ne. Jaz mislim, da to v bistvu pomeni, da pač moramo nujno nekaj odgovoriti na to, pa da je nekaj resno, ali pa da je tudi jezna lahko. A to kdaj napišete? Ja, mami, ka nekaj ni v redu, ali pa ne vem, ka mi napiše, da pospravam, pa se mi ne da, pa OK, pa klicaj. Da bom. Da boš, ampak da ve, da ti ni OK. Da se mi ne da, ja. Ja, v začetku mojega izpraševanja je še kazalo, da bo imel pri mladih OK s klicajem neko pozitivno konotacijo, pa se je vseeno izkazalo, da je po večini nima. Kaj pa OK s čustvenčkom pesti z navzgor iztegnjenim palcem? Tadej, je tebi kaj znano? Misliš ta OK? Ja, ta OK. Ne, tega ne pošiljam. No, poslušajmo. Ta je pa samo OK. Tu je pa starš, tu je pa nek oče napisal. Nek fotor. Recimo vaša generacija kdaj uporablja ta emoji oziroma ta čustvenček? Večinoma ne, se mi zdi, no. Bolj malo. To bi očju napisala. Ja, isto. A je ta iztegnen palec nekaj, kar uporabljajo samo starejši? Večinoma, ja, jaz bi rekel, da ja. Ja, moj oči. Kot sem rekel, Ajda, ja, iztegnjenega palca navzgor ne uporabljam. Je pa tudi pri mladini pa se uporabljajo ga včasih nekateri samo še fotri, ne? Ja, tako.
Kako pa se pri pisanju SMS-ov starši še razlikujejo od naših Gen Z-ovcev? Bolj slovnično pišejo, kot mi. Pa emoji uporabljajo večinoma. Ja, mogoče kar se tiče teh emojijev, definitivno, da ne znajo mogoče čist v vsakem kontekstu ga uporabljati, ne, ali pa kakšen primer, da ni čist vsakič, ne, da temu tam zap emoji, mogoče ni glih primeren za vsako situacijo, ne, no. Oni ga pa ves čas pošiljajo. Bolj formalno oni pišejo, kot mi, pač mi bolj res sam tisto bistvo napišemo, oni pa pač čisto vse. Se mi zdi, da starejši dosti teh pikc uporabljajo, tudi ne na tak način, kot jih mi razumemo, pa emojijev tudi precej več, kot mi. Mi pa kakšne besede skrajšamo, pa zamenjamo s takimi slengom ali pa kaj, medtem ko pač oni malo bolj starejši napišejo, tako rekel. A kaj to pomeni, da bolj slovnično pišejo? Slovnično pravilno, pač besede so bolj urejene, pa tako, pa tudi kakšna vejca napišejo čas. Aha, a vi uporabljate velike začetnice pa vejice? Niti ne. Niti ne, razen če pač moram nekaj sestaviti, tako bolj uradnega. Ne, to bolj starši. Tole kar spuščamo. Ja, velike začetnice, ja, vejce pa tako, kakor se mi zazdi. Vejice so bolj domena staršev. Naš vzorec vprašanih sicer ni reprezentativen, je pa do podobnih ugotovitev prišla tudi mlada raziskovalka na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete Ina Poteko. Trenutno zaključujem doktorat, v katerem se ukvarjam z jezikovnimi izbirami v zasebni pisni e-komunikaciji. Če malo poenostavim, se pravi, kako ljudje komunicirajo in kako se njihov jezik spreminja, kadar ne obstajajo nobene formalne omejitve, kako naj se izražajo, in zanima me predvsem dopisovanja preko sporočil in raznih aplikacij za dopisovanje. Ina Poteko v sklopu svoje doktorske naloge analizira ravno pogovore med mladimi, starimi do 30 let in njihovimi starši. In izkazalo se je, da v grobem za marsikoga od teh velja, da starši dejansko pišejo recimo temu bolj knjižno, se pravi uporabljajo končna ločila, vejice, velike začetnice tudi pri lastnih imenih. Mladi to počnejo dosti redkeje, če so starši zelo naklonjeni zelo knjižnemu pisanju, jim skušajo priti naproti, ker se sicer v nekem pozitivnem smislu vendarle pritožujejo starši nad njihovim pisanjem. To se je zgodilo tudi meni, ko sem začela študirati slovenistiko. In mi je mama rekla, kakšna sporočila pa pišeš, saj si vendarle slovenistka. Ja, in tudi naši anketiranci so potrdili, da svoje pisanje oziroma slog prilagodijo glede na to, komu pišejo. Staršem ne, zato ker so že navajeni, ker imajo tudi Messenger, tako da veliko komuniciramo. Babici pa tako, če kakšno vabilo pišem kakšnim drugim sorodnikom, pa ja, da je malo bolj uradno. Kako prilagodiš? Ja, z pač ločila in velika začetnica, pa besede napišem bolj pravilno slovensko. V prvrstnikih tudi te kratice pa tu uporabljamo staršem, pa pač, če tega ne znajo, bolj da napišemo celoti. Ja, mislim, tako starši ne razumejo čist slenga, ne, tako, ali pa tako je. Staršem probam čim tako malo lepš napisati, pa da je vse razumno, pa pač v enim tem SMS-u. Pa malo bolj slovnično, pa v lepšem tonu. V lepšem tonu? Ja. V lepšem tonu pa brez slenga. Brez teh kratic, ki jih ne razumejo. Katerih kratic starši ne razumejo? Mogoče kakšen maybe, pač boljš, da napišeš celoto kot prijatelj, ali pa nekaj bi sam napisal MYB, ne, njim pa mogoče boljš, da napišeš. MKM, majke mi. Ja, tako bolj večine po moje. Sem tako kakšen thanks ali pa kaj bi po moje vedel. MKM, resen star. Starši torej ne razumemo slenga oziroma nekaterih kratic, hkrati pa je Ina Poteko na svojem vzorcu ugotovila še, da nekateri predstavniki starejših generacij SMS-e dosledno pišejo v narečju. Kar je pa nekaj, kar je pri mladih redkeje, oziroma vsaj prepleteno z nekimi anglicizmi. Tako da tu se mi zdi, da je še ena taka razlika. V vzorcu nimam nikogar, kjer bi se starši pogovarjali z otroki v narečju. Imam samo en primer strica in njegove nečakinje, kjer je nečakinja mi poročala, da se izrazito potrudi celo ojačati svoje narečje za komunikacijo s stricem. Pri čemer pa, ko si dopisuje z ostalimi kolegi, tudi če piše v narečju, to ni tako močno narečje in dostikrat je ustavljena tudi kakšna, recimo temu splošno pogovorna osrednjeslovenska beseda, angleška beseda in tako dalje. Ja, pomembna razlika med sporočili mlajših in starejših pa je tudi v dolžini. Starejši večinoma informacije zapakirajo v eno sporočilo, medtem ko mlajši praktično vsak stavek ali celo besedno zvezo
uvrstijo v svoj oblaček. In tukaj se tudi vidi razlika, ko opazujem komunikacijo iste osebe s starši in s prijatelji, da se za starše te osebe potrudijo in prav tako vse informacije napišejo v eno sporočilo. Ja ali ne, to je najpogostejše sporočilo, ki ga dobim od svojih 2 mulcev. Ja, ravno zaradi te pripravljenosti, da se prilagodimo slengu drugega, se nam po mnenju Inepoteko ni treba bati, da bi se kljub različnemu slogu narobe razumeli. No, pa tudi zato. Ker se preprosto navadiš in razumeš človeka, s katerim si dopisuješ, ker ga ponavadi poznaš. Kadar pride do nerazumevanja, oseba večinoma to izpostavi preko sporočil in preprosto napiše: ne vem, kaj si s tem mislil, ne razumem tega sporočila, koliko pišeš. Tako da se mi zdi, da ni da ni zares realna možnost, da se ne bi razumeli oziroma da bi se zelo narobe interpretirali, in tudi če bi prišlo do tega, bi se to dosti hitro razkrilo. Ja, vprašaj je pa najpogostejši SMS, ki ga verjetno jaz pošljem svoji mami. Samo vprašaj. Ja, samo vprašaj potem kot njenem, odgovor na njeno SMS. Ja. Pa potem sledi razlaga, pa potem morda še kakšen vprašaj. Ne, potem sledi klic. Tako. Sicer pa Inepoteko ocenjuje, da kljub različnemu slogu različne generacije tudi prek SMS-ov in podobnih sporočil učinkovito komuniciramo oziroma se sporazumemo. Je pa tudi ona ugotovila, da je z generacijo, ki pripadamo, povezan tudi naš odnos do rabe ločil. Ena stvar, ki sem jo opazila v več sporočilih, recimo temu staršev, je ta, da dosti pogosto uporabljajo naprimer tropičja ali zaključna ločila. In ko sem potem spraševala mlade, so mi poročali, da se jim zdi pri starših to normalno, če pa sami uporabijo tropičje ali pika, pa s tem zagotovo želijo izraziti svojo rahlo ali ne tako rahlo nevoljo. Predvsem se mi zdi, da imamo ljudje zelo dober občutek, kako prilagajati svojo komunikacijo tistemu sogovorcu, in da ravno zato znamo preklapljati med tem, da če staršem napišemo tropičje, to ne pomeni nič, ali pa se morda s tem približamo njihovemu načinu, če pa to pošljemo svojemu partnerju recimo, pa lahko nakazuje neko slabo voljo. Tvoje ankete so potrdile doktorat. Ja, v bistvu zelo reprezentativen vzorec, čeprav zelo majhen, sem naključno izbrala. Tako. Zajela. Tako, kar se pa tiče slabe volje, mi da Tadejem upava, da smo s pravkar slišanim jezikanjem vsakršno morebitno ponedeljkovo slabo voljo uspeli pregnati. Klicaj, vabiva pa tudi, da se na podcast Jezikanje tudi naročite 3 pikice. 3 pikice in tako poskrbite, da boste na tekočem. Novo jezikanje pripraviva in objaviva že prihodnji ponedeljek. Pika.